Klanat, konec, after story. Konec after storya. Kakšen je to konec? Zakon, pač zame je after story ima drugi najboljši konec od vseh animejev. Se pravi, Code Geass je na prvem mestu, ampak sam če umre, after story, točno tako. Ampak to lahko tudi za Klanat reče, sam če umre bi bil še boljši konec, ampak tako, pa se teoretično umre v drugi dimenziji. Ja, točno tako, ker tisto je ker v bistvu zadnje pol epizode je potem alternative ending v bistvu, ne. V bistvu je good ending. Tako je, ne, mislim, da se z 22. epizodo konča, ko ona preživi. Potem imaš pa 3 epizode z alternativnimi konci. Se Klanat moramo razumeti, da je bila light novela, mislim pač ono, kaj je? Visual novel. In tisto imelo več endingov. Ja, več. Lahko se z unim tipom, kaj je? Kaj je tablon že? Tomoja. Ne, njegov kolega. Tomoja je te glaven. A ne, a ni. Zgleda kakita in kaj je že? Ja. No, on blondi. Blondčan. Kaj Johej ali kaj je? Ending imaš, da tudi z njim končaš in v bistvu ti hočeš biti z njim, on je pa ok, sorry. It doesn't look consensual, tako da pač se moraš odločiti. Ni tako, čak v zadnji epizodi načeloma imaš ti bad ending? Ne, kakor vem je prav good ending, da se je tam mirror svet ali kaj, da se pač reversa. Ja, ampak dokler se ne reversa, they die, potem se pa reversa, ne? Pač v bistvu v mirror svetu se nekaj zgodi, da zaradi tega pol se pač reversa njihov te prav svet. Da ona preživita, ki se rodi. Jaz govorim Dunga Reversala je to the best ending. To je edini anime, ki me je pripravil na jok. Noben drug v life. Niti ena stvar, to pa Zelena milja film. Zelena milja. Ne 8 Mile, ne Eminem, ki je repel tam, pa se je bil, this is so good, Green Mile. A si joko, ko so unga načelnikov? Te malega. I rooted for the bad guys. Pač tista scena, ki pač končno se poveže s svojo hčerko, pa ki sta na vlaku, pa ki mu pove, da jokala na WC-ju, pa še una muska od zadnji, ki se spominja na Nagisa, pa una muska zadnji, sam takole noter, a je prav Dango, ali je una neki Palm of the Open Hand, ali neki tazga. Zame najboljša scena v tem animeju, ko on oprosti očetu. Ko dejansko se zave, koliko je oče žrtvoval za to, da je njega vzgojil. Ta anime je toliko dober. Ko potujeta v njegov hometown in mu mama od njegove babice pove, kaj je vse njegov oče dal čez, zato da ga je lahko vzgojil. On je isto doživel, on je isto, njegov oče se v bistvu trudil vsaj toliko, da... Ja, on je bil pač samski starš, pač skoraj celo njegovo življenje. S tem, da je pol Tomoja ignoriral svojo hčerko, ne vem, koliko cajta, pa je imel sam tema. Oče pa se ni nikoli vdal in potem pač, ko ga je sin zapustil, po vsem tem je dejansko se vdal v alkohol. Ne, samo gledaj, ki zna delati. Ni, se ni. Sem pa ugotovil, da imata v bistvu Klanat in Code Geass nekaj skupnega. Pač oba dva imata ful dobre endinga. Robote. Pa se je robot tam. Ja, oni mali, veš, ko je. Ja, mali robote. Ko ga je sestavljal, kaj je že bila finta. Pa tudi želva je. Ja, pač oba dva anime imata ful dobre endinge. Zaključim. But they do have like the bumpy seasons. Mislim, cela prva sezona je bumpy season. Pri Klanadu je to cela prva sezona, pri Code Geassu je tako večina druge sezone. Tle se bom pa skregal glede Klanada. Klanad prva sezona je v bistvu, da spoznaš, kjer je love interesi so sploh na splošno vrh. In pač nekako uvod v karakterje. Starfish? Prva sezona je komedija. Prva sezona je drug žanr, kot druga sezona. Ker prva sezona je komedija, high school life. V bistvu malo haremiš, če te gledaš. Druga sezona je slice of life. Pač dejansko real life, kako pač preživljata to. Če preučak malo, druga sezona ima tudi uno žensko pa mačka, ne? Še na začetku. Možno. Tista, ki ima tisto hišo čez, ki so študenti. Ja, se tisto je tudi ful lep vložek v tisti drugi sezoni. Ne spomnim se točno čisto vseh epizod iz druge. Jaz imam drugo sezono v glavi, pač skupno življenje Tomoja pa Nagisa. Mislim, se to je the main attraction.